Dobrodošli v novi epizodi šova Vibasador. To je zdaj 4. epizoda, kar pomeni predzadnja epizoda. In ja, napetost je vedno višja, se veste, izzivi so težji, želje po zmagi pa tudi narašča. Nažalost pa vas moram obvestiti, da sta nas od prejšnje epizode zapustila 2 člana, to sta Jakob in pa Matic. Ful hvala, ker sta bila z nami, ful sta bila fajn, ampak nažalost je to igra na izpadanje. Je pa še vedno 6 kandidatov v igri za laskavi naziv Džungla Vibasadorja. In meni se zdi, da je zdaj čas, da mi jaz povem, kakšna naloga jih čaka danes. Zdaj rabim nek bučen aplavz, ko prijem noter. Tako da se moram pa dati tako. A se lahko tule pijem tebe sedem? Skratka, čestitke, prišli ste naprej v naslednji krog, pač očitno ste najjači, a ne? Tako da, itak, valjda. Seveda pa se pač ti borite za laskavi naziv Džungla Vibasadorja, kar tudi pomeni, da pač dobite super nagrade, oziroma samo tisti eden, ki zmaga. Kaj dobite za nagrade? 10 000 evrov? Kar vejo, ne? 10 000 evrov, I think it's really good. Potem dobite iPhone 15. iPhone 15 in pa seveda tudi naročnino na najboljši paket A1 Vibe za mlade, which is also amazing. Za 2 leti! Me dopolnjujejo. Kako fejst si želite postati Džunglim Vibasador? Se mi zdi, da smo dobili odgovor. Zdaj pa, da vam povem, kaj bo vaša današnja naloga, vaš današnji izziv. V prejšnjih oddajah ste mogli biti ful kreativni, mogli ste ful hitro delati. Jaz upam, da ste se tudi spočili že, ker danes vas spet čaka ena taka težka naloga. Obdelali ste že TikTok, obdelali ste že YouTube, katero socialno omrežje pa vam še ostane? Instagram, bravo! Torej, danes boste mogli vsak posebej posneti za Instagram pokrivanje dogodkov, kar pomeni, rabili boste posneti najavo, pokrivanje in pa tudi recap nekega dogodka. Ne pa pozabite tudi na znižan A1 Vibe paket za mlade, ker pač ga boste mogli potem tudi noter vključiti. Danes boste vse, kar morate vedeti o izzivu, izvedeli od osebe, ki je zelo tesno povezana z A1 Vibom. Odlično gospodično tudi dela na Instagramu, to je pač Instagram vsebine. Še preden pa se vam ta luštna mentorica tudi pridruži, pa vam moram povedati, kako bo šlo danes tole izločanje. Skratka, vaše izdelke bo pogledala strokovna žirija in na podlagi teh se bodo potem oni odločili, katera 2 bosta safe, kateri 4 pa pač bodo mogli iti na glasovanje, da bodo potem 3, oziroma da boste potem 3 v finalu. Zdaj pa, prosim lepo en aplavz za vašo današnjo mentorico in pa mentorico izziva, Lučko Fabjan! Hej! Kako ste? A ste kaj živčni? Ja. Živijo Džungla, jaz sem Lučka, ja prav Lučka, ne Lucija, ne Urška in sem social media menedžerka in grafična oblikovalka za profil A1 Vibe iz Drom Agency. Dragi moji, jaz vas sedaj zapuščam in vas prepuščam Lučki. Anabel, najlepša hvala, srečno, srečno. A1 Vibe, profil in paket je paket za mlade in na tak način tudi komunicira. Naša ciljna publika je generacija Z in zato je ton znamke primeren temu. Se pravi, A1 Vibe je tvoj najboljši friend, ki se ti bo javil prek zjutraj in se s tabo pogovarja o tvojih problemih. In kar je najbolj pomembno pri A1 Vibu je, da imamo zelo specifičen ton komuniciranja. A mi zna kdo od vas povedati, kakšen ton imamo? Zelo tak fun, joki za mlade, Gen Z. Emojis, mimi, ja. Ja, ok. Recimo zdaj en primer ful dobre objave, ki smo jo pač zadnje čase objavili. Odprite A1 Vibe profil. Zdajle boste ven leteli, če ne followate. Jaz sem šerala. Najpomembnejše pri pokrivanju dogodkov je valjda, da imaš telefon, plus točke, če si obrišeš kamero. Jaz tega ne naredim vedno. Pucaš? Ok, nice. Čist mastna. Čist je mastna, ok, cute. Bodite pripravljeni na to, da je pokrivanje dogodkov vedno samo en velik eksperiment. Gremo eksperimentirati, ampak s planom. Pomembno je tudi, da si prej ustvarjajo neko zgodbo, se pravi, rabijo imeti nek hook, nek začetek, potem nek vrhunc, lahko si predstavljate dramaturški trikotnik in potem tudi nek razplet.
Dajmo zdaj vsi gledati, delite. Ura teče, čas je denar. Markat so full cute. Lučka je ful fajna, dala mi je veliko enih nasvetov. Povej mi, a si kaj živčna? Majčken, mislim, da nas čaka velika naloga, ampak vsem se ful veselim. Niso se prav konkretno osredotočile veliko na mojo idejo, tako da jo bom iz tega vidika v bistvu še ena na ena povprašala, kako se ji zdi, kaj bi ona še naredila. Kaj bo dobrega, edina brez računalnika? Ja, plot twist, pozabila sem ga. A si kaj živčna za danes? Ja, zato ker prejšnji izziv sem si ful preveč zakomplicirala stvari in potem ni na koncu izpadalo tako, kot sem si želela. Moram reči, da z Lučko sem pa ful zadovoljna, najbolj do zdaj od vseh mentorjev, pa ne da je bilo z drugimi mentorji kaj narobe, ampak všeč mi je njena prisotnost. Če je to, da ona itak dela za A1 Vibe in že tle zna takoj malo bolj usmeriti, se mi zdi. Bom pol po moje kar pač res swingal. Bom šel pač kar na glavo in pol je tu lahko čisti fail ali pa najjača stvar na svetu. Ne, fora je, da sploh, jaz takrat, ko sem se mi prvič pogovarjala, jaz sploh nisem imel ideje. A veš kaj mislim? Pač, Jesus, to boste zdaj me spet zmonterali, tako da bo zgledal v čisti boomer. Vidim, da si zelo močno želiš postati ambasador. Ja, in noben mu ne mislim tega naslova predati. Sploh pa ne z lahkim bojem. A jaz lahko zvem, kdo je tvoja največja konkurenca tukaj, če lahko izdaš? Nazadnje se je izkazala kot Katarina, tako da bomo videli, ampak Katarina je kar spicy. Žiga je kar prijavil, da si ti njegova največja konkurenca. A je on tudi tvoja? Ja, mene je zelo presenetil v prejšnjem izzivu, moram reči, da je on tudi kar opasen. No? Evo, nadaljuj stavek. Ko bom ambasadorka, Ja. Sorry. Daj še ti dokončaj stavek. Ko bom ambasador, bom vse ljudi v Sloveniji pripravil, da bojo vibali z mano. Rada bi bila v takem razigranem timu, bi rada delala take vsebine, zabavne, sproščene. Čas se izteka počas. 5, 4, 3, 2, 1. A ste ready? Noč, pojmo. Ni point prižiga lučk, samo prižiganje lučk. Iskati morajo majhne trenutke, ki se dogajajo v prižiganju lučk in neke mini izseke, ki bojo lahko ustvarjali full hud content. Kam gremo danes? Prišli smo na kraj zločina, vsak čas se bojo prižgale lučke, jaz vam želim vso srečo, zapameti, kar sem rekla, pa vse pozabite, pa eksperimentirajte. A ste ready? Ja, gremo. 3, 4, akcija! Dosti bad, jaz mislim, da jim našlo tako dobro. Evo, zdaj se psihično pripravljam, da bom začela ušmilak. A bo? Ej, super. Ljudje so očitno pripravljeni 5 z mano, tako da mega. A te že kaj glasilke bolijo? Ne, jaz sem rojen za petje. A lahko slišimo? Zapadal Je prvi sneg, pobelil sosednji breg. Ja, to, da grem izven cone obdobja, že itak strah je prisoten, pa nimam najboljši posluh, tako da zato se že naprej opravičujem. Drugače pa, treba iti ven, out of the box, ven iz cone obdobja. Evo me pred smrekco, čez dobrih 10 minut se pržge. 9, 8. In mi gre ful fajn, v bistvu sem ugotovila, da mi je zelo neroden. 7, 6, 5. Čeprav nisem taka oseba. 4, 3. Ampak ljudje ful dobro sodelujejo. Evo, lučke so se pržgale, jaz sem posnela, upam, da so ambasadorji tudi, ker če ne bo malo awkward. Pojdimo pogledati, kako jim gre. V bistvu sem ful pozitivno presenečena nad ljudmi, ki mi odgovarjajo na vprašanja. Prav najdem tiste, ki mi odgovorijo, pa dobila sem tudi eno slavno osebo. Tako da nekaj dobrega se kuha. Pač je naporno, mogoče na nekem nivoju, ker ni veliko ljudem poznam, ampak meni je to ful všeč, jaz to ful rada delam. A bi rekla, da si danes bolj planirala ali bolj eksperimentirala?
Ja, plan je bil kar dobro narejen, ampak ko sem prišla, sem se pa videla, da sem mogla eksperimentirati. Ja. Prav si imela. Je definitivno najtežja naloga. Mislim, zdaj je veliko ful stvari odvisnih od tega, kaj bomo mi naredili doma, a ne kako bomo to zmontirali, tako da jaz se še vedno kar dal zanašam na to, ampak to je v bistvu veliko težje, kot si marsikdo predstavlja. Ok, Vibasadorji so posneli, kar so posneli, upam, da dobro. Zdaj pa čaka en dan pa pol časa editanja. Jaz res upam, da jim nismo dali pretežke naloge, bomo pa videli, kaj so naredili. Jaz ne vem, kaj ne naredim. Ful imam posnetkov. Bil je kaos. Milijon je bilo ljudi. Ful sem živčna, ker ne vem, če mi bo ratalo. V bistvu sem zelo utrujena in bo to kar velik izziv. Že celo jutro editam, včeraj sem cel dan delala, tako da sem mislila, da mi sploh ne bo ratal. S 3 urami spanja mislim, da sem naredila great jump. Evo, jaz sem finito, naredil sem vse, z rezultatom sem ful zadovoljen. Evo, en sneak peek majhen, nič preveč. Tako da ja, zdaj samo v bistvu posredujem komisiji in upam na najboljše. Bo žirija odločila, kako in kaj. Ok, punci, prišel je dan D. Naši tekmovalci so imeli ful težko nalogo, mogli so pokrivati prižig lučk, jaz sem bila z njimi in moram reči, da eni so se ful dobro znajdli, eni so se pa malo lovili, tako da jaz komaj čakam, da vidim, kaj so pripravili. Začnemo z Marcelom, ne? Ok. Folk, mi se nahajamo tukaj v Ljubljani na prižigu lučk. Preverjamo, kako ljudje vajbajo na zimzelene slovenske komade in kako vajbajo na splošno. Dajme sabo, prid z mano. Lahko ti podarim samo ljubezen, pa, eno in edino upanje. I'm here with Johanna, Where are you from? from Germany. And today we will sing in Slovenian, okay? Let's go. Bela, snežinka, ki pada, Snežinka, ki pada, spominja me nate spominja mi nate in na vse tiste dni. in nas ne smite te. Jaz sem vso tole vajbanje posnel z iPhoneom 15 in ne boš verjel, až kva, v Ajena Vibe paketu dobiš vse iPhone full stay. Hajde, gremo, kva čakaš? Bravo, mislim. Kako dobro! Bravo, ja. Ne rabim poudarjati, na čim sem bila najprej navdušena, ne? Ful je pomembno, da zna pristopiti do ljudi, a ne? Ja. Ker pač pri dogodkih je tako pomembno, da ne snemaš samo sebe, ampak tudi obiskovalce. Moram tudi povedati, da ko smo delali scenarije oziroma koncepte, je to tako zelo izven njegove cone obdobja. Tako na splošno glasba in cel ta koncept, v katerega je šel, je sam tudi priznal, da to ni ona, ne? Ker je športnik, ne? Ja. Ja, pa da je zelo lovil pač v bistvu to, kar mi počnemo na dogodkih. Se pravi, lovil je ta dober vibe, lovil je pač neko vzdušje tam. Splošno pa res svaka čas za pogum, za to petje pred kamero. Ampak, wow, Marcel, what? Dobro se je začel. Zelo dober. Cool. Ok, zdaj sem v centru in grem folk vprašati par zanimivih vprašanj. Povej mi eno rimo na lučke. Štručke. Bučke? Klobučke. Vi imate zelo lepe učke. Mucke. Wow. Jaz sem že čisto žejna. Ker otroški kuhanček. Okay, takoj bo. Sem se imela full fajn. Sem si mogla misliti, da bom sama na lučkah in tukaj uživala. Res je bila cool izkušnja. Lučke! Je cute. Ampak mogoče, zdaj ko gledam sam ta reel od začetka do konca, kot da ne bi imela malo repa pa glave. Mislim, da ima tudi ona malo še težav s tem, da je pred kamero. Tak občutek imam, da ni čisto sproščena. In mogoče tudi zaradi tega ne izpade toliko zelo vibe. Na splošno ful pohvala za uporabo res CGP-ja za vizualno podobo, ker je krasna prezentacija. Mogoče zdaj, ko si rekla, da na začetku ni bila tako sproščena in pol je bila na koncu ful bolj sproščena in se to ful vidi. Ja, mogoče pa ni bil otroški kuhanček, ne hecam se. Ok, zdaj imamo pa Evo. Eva na misiji. Koliko telefonov je razbitih? Ok, zanimivo. To je to!
mano na event prižiganja lučk. Lučke. V Ljubljani, kjer bomo ugotavljali, kdo vse je že razbil svoj telefon. Lučka, živja! Živjo. Moja misija je, da izvem, koliko ljudi je razbil telefon. A si ga ti že razbila? Jaz še ne, zaenkrat je še ok, ampak nikoli ne veš, noč je še dolga, noč je še mlada. Bravo, kuča. Zdaj le Božiček prinesel A1 Vibe popust, za sam 10 evrov imaš A1 Vibe. Mam je že A1 Vibe. A si že razbil kdaj telefon? Ja, v bistvu že velikokrat, sem mi pa tudi ukradel telefon. Preden sem šla na event, se mi je zdelo, da je veliko ljudi že razbil svoj telefon, ampak da jih je pa 8 od 10, to se mi pa zdi veliko. Kaj pa tebi? A si ti že razbil svoj telefon? Hvala, ker si bil z mano. Ful dober, meni je všeč. Ja, meni tudi. Ful je dobro vibala, ful je bila nasmejana, res se mi zdi, da so ji ljudje jedli z roke. Ja. Ful je dobro izpadala, ona je tako prisrčna, tak poseben vibe ima, se mi zdi, da ful dobro pristopa do ljudi. Čist drugačen pristop k temu pokrivanju, ful me všeč. Res, ful nice. Jaz sem na začetku, zakaj v bistvu to, če smo na dogodku, ampak v bistvu ful out of the box, kar pač itak ful cenimo. Je bil pa reel, je bil super zmontiran. Zelo dober, ja. Vse. Skozi si imel fokus, se pravi, skozi si je držala tvoja pozornost, kar je kar težko. Z vami sem Katarina Cukato na prižigu lučk. 4, 3, 2. Lučko na lučkah, bi lahko na lučke povabila kogarkoli naslednje leto. Koga bi povabila? Čau. Mariah Carey or Sabrina Carpenter. Boruto Pahorja. Kako je svojo smrekico okrasil Zoran Janković? Cute. And one for you. Ampak žal nobenega candy cane za tebe. Bye. Boga! Bravo. Ful pohvala, da je že pred dogodkom vključila sledilce in jim napovedala, kaj bo počela. In točno to, kje jo lahko srečajo, na kak način lahko sodelujejo, da v bistvu se že takoj engageajo, kaj sploh bojo počeli na lučkah. Kako hudo editan video. Ja, noro, pač tako, spomnim, je bil minuto, mogoče daljši, ampak 10 sekund. Ja, hudo. Jaz sem jo tudi gledala, ker je razmišljala o konceptu in ona je v bistvu v prvih 10 minutah je vedela, kaj bo delala. Dela je tak ring light sabo. Pač res ve, kaj dela, tako da se to tudi vidi v njenem delu. Hudo, res. Ja, res. Ja, celostno štima, ne? Ja, kar težka bo naloga. Petek je dan za lučke! Plot twist, danes je 1. december, jaz imam pa občutek, da je zunaj 20 stopinj. Če ni viben, si ga pa sami naredimo, tako kot tele modeli. Fun fact, a si vedel, da traja 2 meseca, da postavijo lučke po celi Ljubljani? Ja. A stojnica z miškami? Ja. Stojnica s kostanjem. Vročo čokolado. To se ne sprašuje. Drage dame in gospodje, najbolj pričakovani trenutek današnjega večera! Katera stojnica danes je tebi najljubša? Sploh volite, kjer dela Tomaž. Hvala vsem, ki ste me gledali, s tem, kar vas ni bilo lahko zelo žal, ampak je pa dobra novica to, da bojo in lučke in stojnice tukaj še cel december. Bye! Ja, hudo! Nice! Mislim, wow. To je bilo pa tako kratko pa sladko. Pač point zadet pač v nulo. Koliko težka naloga je tole danes? Mislim, to pa vsa čast, koliko napredujejo iz oddaje v oddajo, ker danes imamo pa res težko nalogo in Pia je tukaj tudi se zelo nadgradila od zadnjič, zelo presenetila od zadnjič. Sproščena je, se vidi ta njena, ta prava energija, ta prav karakter. Ja, ful je native pred kamero, ful je wow. Tudi odličen edit spet. Ja. Ful. Pa res je, kamera jo obožuje. A to res so sami editajo ali imajo kakšne pomočnike? Ne vem. Džungla, povejte nam to. Ne, hudo res, vsaka čast. Ne, noro. Jaz grem danes pogledat, če ga naša mladina kaj vibe in pa kako so se pripravili na letošnji Božič. Kaj si danes tle? Si prišla za kakšen specifičen dogodek? Ne. Kaj si danes tukaj, Lauro? Gledam z babicom, pa z dedjo, pa z bratcom lučke. A veš, kaj boš Božičku naročil? Telefon. Jaz si upam, da dobim telefon. Ali električen skiro, ali pa telefon. Stavljam TikTok, upam, da dobiste največ lajkov, ampak s tem moram biti.
Ajde, let's go! Sem pa ugotovil dve stvari, in sicer naša mladina ga ful vajba in pa druga stvar, da si ful otrok za božička v resnici želi telefon. Tako da, če si božiček in zdaj to gledaš, me dobro posluš. Če imaš A1 Vibe paket za mlade, pa imaš tudi ful znižene iPhone. Nice. Ja, še paket je znižen. Torej, win. Peace out. Lepa. Integracija neka? Zelo dobra integracija, ja. Otroci tako do 10. leta mogoče niso toliko naša ciljka. Sicer je bilo noro simpatično, zato ker otroci so vedno najbolj iskreni in je dobil to avtentičnost in ta moment. Mogoče so manjkali tudi kakšni podnapisi, ker so veliko govorili tudi. Ampak ja, otroci ful simpatični, ampak mogoče res ne paše na vibe. Mogoče se je pol v to idejo toliko pel, da se je kar vrtel v krogu in jo hotel zrealizirati. Na koncu ni sploh slabo izpadlo. Ne, super je izpadlo. Ful nice video, ampak mogoče zdaj, če ga primerjamo še z prejšnjimi, pa ni toliko dober, ne? Ne, Ja. ni toliko dober, ja. Ful imamo težko delo. Ful imamo težko odločitev, zato ker se mi zdi, da se je pa pokazal pač skozi vse oddaje namen tega projekta. Se pravi, da z vsako oddajo malo zrastejo, da z vsako oddajo dobijo neke nove skille, da pokažejo nekaj več in da bolj čutimo njihovo energijo in da bolj vidimo njihov vibe in kdo bolj paše na naš vibe. Res je. Ok, mi smo se odločili, odločitev je bila izjemno težka, res izjemno težka. Vsi kandidati so se potrudili, vsi so oddali res skoraj perfektne izdelke, ampak na koncu je prevladal napredek. Tako da smo se odločili za dva kandidata, ki sta pokazala v bistvu od začetka same oddaje do današnje oddaje res izjemen napredek. In sicer, Bobni prosim, odločili smo se za Marcela in Pio. Čestitke obema. Res sta se izjemno potrudila, tudi tukaj sta bila super in jaz komaj čakam, da se vidimo v finalu. Jaz tudi, izjemno. No, daj sporočim še Anabel, ok? Ok, daj. Zvoni, zik se navajavlja. Skusma nekaj. Evo, meni žirija sporočila, kdo je zasedel 2 mesti v finalu, ampak 3. mesto je pa še vedno prosto in zdaj pridete v igro vi. Pejte na naš Instagram in glasujte, kdo si zasluži 3. mesto v finalu.